Radio Sora. Vedno blizu. Radio Sora z vami v današnjem torkovem popoldnevu. Kot ste zagotovo že slišali, smo v sklopu LIDER projekta pripravili že 4. okroglo mizo, s katerimi odpiramo pereče izzive prebivalcev na podeželju. Tokrat smo se posvetili neenakosti otrok do razvoja potencialov pri izvenšolskih dejavnostih. Oddajo je pripravila Martina Kolenc-Novak. Spoštovane in spoštovani, pozdravljeni v današnji oddaji, ki nastaja v okviru LIDER projekta, ki smo ga naslovili Radio Sora, kjer se sliši glas podeželja in ki ga soustvarjamo skupaj s partnerji Razvojne agencije Sora. Današnjo oddajo pa posvečamo obšolskim dejavnostim. Naslovili smo jo namreč, imajo otroci enake možnosti razvoja obšolskih potencialov, kajti pogoje za vključevanje v obšolske dejavnosti niso povsod enaki in prav je, da o tem spregovorimo s tistimi starši, ki naredijo kilometre več, ker so daleč doma, ker so bolj oddaljeni od nekaterih središč, kjer potekajo treningi ali druge obšolske dejavnosti. In zelo sem vesela, da ste danes z menoj. Barbara Križnar, mamica iz Devnic, tudi mami olimpijske prvakinje. Dober dan želim. Dober dan. Mateja in Vinko Oblak, bodoči olimpijski, bomo rekli, a ne? Rok Oblak je na dobri poti tudi, ima še rosna leta, tako da tam lahko naredimo še velike korake in držali bomo pesti tudi zanj. Vsi pa ste svoje otroke vozili daleč oziroma vsakodnevno skoraj, da bomo rekli, in prav to me zanima. Mogoče, Vinko, če midva začneva, kdaj je prišla tista odločitev, a boste vozila otroke na obšolske dejavnosti? Kako daleč ste recimo oddaljeni od Žiri? Ja, mi smo oddaljeni približno iz Žirov 5 kilometrov. Imamo 3 sinove. Prva 2 sta se odločila za trening košarke. To nama je ugajalo, pa sta bila oba istega mnenja in nama je to kar ustrezalo. Bil je tudi sosedov fant in smo se vozili izmenično. Eden je peljal na trening, drugi je šel po treningu iskat. Mlajši sin je pa imel željo, pač mi smo zelo doma blizu skakalnice, je pa imel željo, da bi pa se vključil v ta skakalni klub. Res nismo daleč, da recimo sedaj s tako formo, kot je primer Domen Prevc, bi skočil iz balkona direkt na zaletišče skakalnice. Tako da, pa predvsem je to žena. Žena je bolj bila za ta stvar. Jaz takoj nisem bil, ampak je zmagala žena. Pa prav se je odločila? Da, moram reči, da. Mateja, je bila to tudi zelo pomembna odločitev. Vedeli ste, da bo v bistvu potrebno kar nekih voženj, a ne? Za roka. Mogoče takrat se nisem to zavedala. Spomnim se pa še, ta zadnji večer je bil, ko je bil zaparjal za tele skoke fanta, a ne? Pa sem klicala Zorana Župančiča, sem rekla, še cejt. Še je naredil, še je cejt, še, a ne? In pa se je upisal in pa sem začela vosti. In kadaj je počas cvet, je bilo mogoče tudi res malo več, kadaj, čistko, ne, pa je bil slabo vreme, a bo trening ali ne, kličem Zorana, ja, je trening, ni vsako vremenu, a ne, pač. Se pozna. Sem pa rada vozila pojno. Da je bilo pa tudi odveč, čistko, čeprav je dosti blizu. Barbara, pri vas je bilo več skakalcev v družini, a ne? Ja, 4 so, prvo so 3 začeli, pa je pa še mlajši brat David od njih skakal. Ta najmlajši je pa košarko treniral v Gorenj vas. Sam je 2 let pa je nehal. Munibalih. Ta stari 3 so pa začeli, ki je bila neka stara 7 let, sta se tudi brata odločila, da grejo. Smo šli pogledat. Od nas je pa kar pol ure vožnje. Že samo vas, recimo, imajo skoraj kilometer peš, da na avtobus za v šolo hodijo. Tako da je kar ene vožnje, skoj začetka sem itak sama vozila, ker sem s seboj vozila vse otroke. Mož je na kmetiji imel del, tako da, kadar sem šla, sem
pobrala vse otroke, pa smo šli na skakalnico, pa če je bil del gor, smo gor kaj pomahali, ali pa v trgovino takrat šla, tako da sem vozila od začetka 3-krat na teden, pa sta se pa razdelili v 2 skupine, je bil pa to vsak dan, je pa to kar veliko prišlo. Pa oba z možem sva službo zgubila, kot sem že govorila, večkrat sva oba zgubila službo in takrat naj jo pa mal mož je začel uklevati, a bo to šlo, a ne bo šlo, vost vsak dan gor, fanta sta mal prisluhnila na temu in sta sama rekla, da bo ta nehala. Nekaj pa vztrajala, rekla, jaz bom pa hodila. In sva jo podprla. Nekaj jaz bom vozila, bomo že nekako bo šlo. Pol kasneje pa to prišlo tako, da je bil z našega konca, iz Poljanske doline, kar precej skakavcev, da smo se pa malo razdelili in je bilo kuj lažje. Tako da, ki je tam Lajpoba hodil, kot David, smo enkrat na teden šli v žiri. Tako da nas je bil tukaj, večinoma enkrat, no, včasih 2-krat, pa tekme, če so bile pa sobota, nedela. In smo se porazdelili, zmenili enkrat ta pele, enkrat tu, malo smo gledali, če kdo je imel takrat službo, pa recimo jaz, ki sem bila doma na kmetiji ostala, smo to gledali, da sem pol jaz prevzela takrat tiste skakavce, da sem pač tisti teden večkrat pelala, drug teden so pa drugi večkrat pelala. Tako da je bil kar pestro. Če ga ne bomo danes mi tukaj spet, rastemo skupaj v nebo, s glavami visoko smo se objeli, v zraku plavamo, na soncu je toplo, tudi če zaide se vrnil bo nazaj, svet veš kot je zdaj, da sameti novo iskrico, spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Najšari smeh je v naših očeh in solze so na tleh. Kaj ni lepo, da ljubezen, ki me namije, ne ugasne nikdar. Najmočnejša od vseh vetrov, če nas odnese, nam pokaže pot domov. Smo na oblaku večnega. Svet, na tak večer spodobi se radi med. Magija je okoli nas, ker smo zbudili vsi v en glas. Ko ni več besed, ostane le razgled, jutranji tišini rdeče svežih lic, takrat slišim klic. Vidimo se, ko bo čas za to. Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca. Srca.
V drugem delu oddaje, ki jo pripravljamo v okviru LIDER projekta in s katero naslavljamo možnosti razvoja obšolskih potencialov za otroke iz bolj oddaljenih krajev, še vedno gostimo Vinka in Matejo Oblak, starša skakalca Roka Oblaka ter Barbaro Križnar, mamo ene naših najuspešnejših skakalk Nike Vodan. Zaupala nam je, da je oddaljenost otrok za obiskovanje obšolskih dejavnosti tudi časovno in finančno breme za družino. Ja, kar pride neki bencina časa, sploh na kmetiji, ki imaš polet imaš skozi dela. Mož je še ko je rekel, ko so rekli, da jo skakali, fajn, po zimi je cajt. Ko smo pa začela vosti, pa to malo drugače pokazali. Je bil pa polet skoraj več treningov, kot po zima. In je to bilo stalno, pa še polet, takrat so se skakalnice gradile, se je plastika polahala. In smo bili res gore ogromen. Je rekel, jaz si nisem zamišljal, da je to tako šlo. Je rekel, to izgleda, jaz mislim, da je to zimski šport. Tako da pokazali pa pomalo drugače. Trenira se pa tudi poleti. Ja, tako je. Mateja, imate občutek, da je lažje mogoče za tiste otroke, ki so bližje nekim centrom, ne vem, Škofji Loki, Žirem, da jim je lažje obiskovati te obšolske dejavnosti, ker s tem v bistvu se ne obremenjuje dodatno družina, ne časovno, ne finančno. Če res, da je lažje, a ne? Je potrebna kar odločitev obeh, a ne, da se odločite, da se vozi. Jaz sem tale samo za primerjavo, če se vrnem na prejšnje vprašanje. Tale včeraj sem rekel, dosti imam politike po televiziji in sem šel malo na kalkulacijo in sem tale izračunal v obdobje 8 letih, samo za naju, ki imamo samo 4 kilometre važne gor dol. Naredili smo 832 kilometrov v enem letu. To pomeni v 8 letih 6656 kilometrov. Porabili smo 466 litrov goriva, bili smo pa v avtomobilu približno 12 dni skupaj. Če bi vse ure seštevali skupaj, 12 ur ne pretrgamo, samo za treninge. Pa govorimo o 5 kilometrih. Tako. Ne primerjave z Barbaro. Ja. Barbara pa bo še naredila kalkulacijo. Ja, nisem računala, tako ne. Nikoli nisem računala, koliko kilometrov sem naredila. Tako da, ne vem, veliko. Vinko, imate občutek, včasih že Mateja je rekla, pa pride slabo vreme, pa se stvari ne poklopijo. Je v bistvu kar potrebna družinska zagnanost, da otroci lahko obiskujejo športe oziroma tiste dejavnosti po šoli, ki si jih res želijo. Vsekakor, pri nas imamo kmetijo in vse breme pade na ostale. Če nekdo trenira, pade breme na druge. To je enkrat eno. S tem, da skoki so tak šport, da ustvari z rokami športnik ne sme delati veliko. To je zelo pomembno, ker mišice na rokah morajo ostati čim manjše. Tako da je kar breme. Logističnost je vsekakor najmanj 2 avtomobila pri vsaki družini. Imam službo izmenično dopoldne, popoldne in za vožnjo na trening rabiš obvezno še en avto. Je pa pomembno, kot je Barbara že omenila, to sodelovanje v bistvu med starši skakalcev. Malo ste imeli tudi sreče, da je bil navdušenje oziroma da je bilo navdušenje za smučarske skoke tudi na poljanski strani zelo močno v tistem obdobju. Ja, moram reči, da jih je z našega konca tudi zdajle, jih je ogromen. Res veliko jih voz, skoraj več kot iz Žirov, ki so blizane, je več iz Poljanske doline dol pride gor. Pa tudi starši se mi zdi, da smo se sami tako dosti povezvali že, tudi kasneje smo mlajšim rekli, dajte se zmeniti skupaj, to bo veliko lažje šlo, ker je kar nekaj. Tudi 2 ure ti moraš gor, jaz recimo se mi ni splačal. Od začetka je bila ura pa pol treningi, meni se ni splačal, da mu parleteti, pol ure sem imela vožnjo v eno smer, pol ure v drugo, da se blih preoblekla, nekaj začela delati, spet preoblekla, spet šla, ni šlo. In sem po zmeri tle ostala, tako da je bil tisti lažji. Je pa tako, na meni je bilo tudi to lažje, ker sem bila doma, recimo, ker sem lih tistemu cajtu, ker sva službo izgubila, sem pa jaz doma ostala na kmetiji. V tem mi je bilo veliko lažje, ker sem se pa lahko prilagajala treningam, ker druge mamice pa ati tega niso imeli možnost. So imeli službo do polne, popolne,
kadar je bil trening, je trener rekel, takrat samo mogli pelati. Zdaj, kako so se organizirali, so babice porabili, smo bili tako, kot smo bili, da smo se skupaj zmenili, je bilo veliko lažje. Tako da ja, vse treba kar malo skupaj povezati. Pa je za vse lažje. Ja, Pri vama je to še bolj naporno, glede na to, da oba dva sta v službi, a ne? In sta se potem še dodatno prilagajala tudi časovno. Zdaj pa se fanti že sami vozijo, ali kako? Ja. To je pa tudi zelo v redu. Je tudi že dosti stara, ne? Kdaj ga še peljemo? Ja, pride. Tako čisto, na letališče mogoče, kako rekel. Da ga še pospremite? Ja, ali jutra ga grem iskat, iz Amerike. Je šel za stojnki, na ura gledati. Nisem ne skakala. Je pa potem, če pogledamo pod črto, vaš trud bil bogato že poplačan in rečete, vredno je bilo. To je pa v bistvu tudi tista največja zahvala staršema, je tako? Ja, sigurno. In upam, da tudi otroci to čutijo. Da je to brez staršev ni dosti samo talent. Seveda vejo. Z časovne razdalje bo še lepše videti. Pa bo ta trud še manjši sicer, ampak bogato poplačan. Hvala lepa vsem trem za obisk v naši oddaji in naslišanje še kdaj. Hvala. O temi, ali imajo otroci enake možnosti za razvoj obšolskih potencialov, smo pripravili tudi posebno okroglo mizo. Poleg Barbare Križnar, Mateje in Vinka Oblaka smo na njej gostili tudi ravnatelja osnovne šole Žiri Marjana Žaklja, ravnateljico osnovne šole Jela Janežiča Marijeto Šmid, direktorico Ljudske univerze Škofja Loka Nino Trilar Albrecht ter ravnateljico glasbene šole Škofja Loka Ireno Kržišnik. Prisluhnete ji lahko ta četrtek ob 18:30. Na Radiu Sora pa se zdaj že vračamo v družbo dobre glasbe. Ostanite še naprej z nami. Ko veste, da ste doma. Radio Sora.